Danes se odvija v bistvu finale samcev državnega prvenstva v ulični košarki, kjer bomo dobili pač zmagovalce v članski, mladinski in kadetski kategoriji, pa tudi ženske, ki bodo odpotovali tudi na mednarodne turnirje. Člani odpotujejo v Grčijo, v Atene, mladinci pa v Seviljo, v Španijo. Letošnja ulična košarka je majčkeno spremenjena, zaradi tega, ker smo uvedli nova pravila. Igra je postala zelo hitra, napad je samo 12 sekund, igra se na 10 minut oziroma 21 točk. Tako da igra je postala zelo dinamična, hitro se kaznujejo zgrešeni meti in tako naprej. 4 regionalni turnirji so dobili 8 najboljših finalistov, ki so nastopali danes na finalu. Če potegnem celo sezono, moram reči, da so se pokazale res dobre ekipe. Mislim, da nivo ulične košarke v Sloveniji res dosega neko zelo dobro kvaliteto, ki se lahko brez problema meri v mednarodnem nivoju. Je bil zelo napet, vsi smo bili živčni, ampak na koncu je izkazalo, kdo si je bolj želel zmagal. Ja, je bila zelo napeta tekma, nekaj časa smo igrali izenačen rezultat, ampak potem se nam je odprlo. Najprej smo se odločili, da bomo igrali obrambo, potem je pa bilo timska igra, podaje in bloki, potem šele koš. Bili smo na vseh turnirjih letos. Nikoli nismo zmagali, danes nam je pa uspelo. Danes je bilo najbolj pomembno, da nam je uspelo. Tudi drugače špilamo v klubih, ampak smo se tako odločili, da še med počitnicami malo kaj delamo. Zdajle enkrat septembra gremo na svetovno prvenstvo mladinsko v Seviljo, ulična košarka. Tekma se je cel čas lomila in sreča tukaj predvsem. Predvsem pri tej košarki 3-3 ni važno, kdo je toliko boljši, ampak je predvsem odvisno od sreče. Mogoče malo nam manjka moči in pol pride do tega, se pravi malo do, bi rekli, da se malo opustimo in pol mislimo, ne bo ga dala in pol ga ni tega kontakta, ampak ko pa gre za take 3-3 košarko, se pravi, je čisto drugače kot 5-5 in prihaja, se pravi, do lepih akcij pride, čeprav, ne vem, nekateri ne verjamejo žensko košarko, ampak drugi, ko vidijo, pol rečejo, wow, ni to tako slabo, ko izgleda. Mi smo klubske soigralke, tako da se poznamo, eno drugo točno vemo, kaj počnemo eno drugo in zato po mojem mislim, da so mogoče v nekaterih momentih, elementih košarke, mi se, tako rečemo v košarkarskem žargonu, vsega ne bo dala. In lih takrat je bil koš. Tako da jaz mislim, da je bilo pač tu predvsem mogoče malo z njihove strani podcenjevanje, ker smo mi dosti starejši, se pravi, jaz sem 10 let starejša od njih konkretno. Mi pridemo vsem, da se zabavamo, da nam je to prvi cilj, se pravi, ni nam cilj, da pridemo pa da zmagamo, ampak mislim, pridemo sem, da se imamo fajn. Ulična košarka mi je všeč predvsem zato, ker to v bistvu igrajo mladi, je to en zdrav način življenja, zdrav način pogleda na svet, pa praktično vsak lahko igra. Lahko greš igrišče, najdeš mimogrede kjerkoli, kakšen koš in pač lahko igraš. Igralci v bistvu so vsi, ki so s košarko tako drugače povedani. Imamo bivše profesionalce, recimo Aleš Kunc, ki je bil državni reprezentant, imamo veliko igralcev, ki igrajo v prvi B ligi, dejansko tudi mladi, se pravi dejansko tudi sami uličari, ki nikoli niso igrali nobenega profesionalni ekipi, tako da skratka v bistvu vsi entuzijasti košarke. Mi imamo ekipo SKF, danes nam gre zelo dober, smo prišli v polfinale, zdaj naprej bomo pa videli, kako bo. Celoten turnir današnji je pokazal, da so res zbrane res najboljše ekipe in od polfinala in finala pričakujem res trd boj za zmago. Zdaj nas čaka, iščemo sponzorja ekipa, verjetno bo precej natesno, ampak danes zelo dobro igramo. Jaz bi dal recept, glede na to, da imamo dosti visoko ekipo, da igramo bolj pod koš, pa da držimo obrambo, predvsem na Simonu Finžgarju.
začeli smo dokaj slabo, poli pa Simonov stekel šut za 3, jaz gledal 4 ali 5 trojk zapored. Takrat smo se odlepili in je bilo praktično konec tekmo. Dobro obrambo smo igrali, v začetku so malo skok vzimali, pa kot sem rekel, Simon začel zadevati in tukaj trojka ogromno pomeni, tako da če zadevaš trojke, se praktično mora več zmagati. Igrali smo dobro, izkoriščali smo naše priložnosti kot cel turnir in to je to. Ponovadi smo imeli, oziroma že dvakrat smo letos s Kerovi izgubili, se poznamo, nam očitno ne ležijo, tako da upam, da bomo zdaj v finalu pač dejansko prvič letos zmagali. Oni so favoriti, ne sam favoriti, ne zmagujejo vedno, tako da jaz mislim, da lahko igramo in z enimi in z drugimi, tako da bomo šli. Danes se je pokazalo, da v bistvu srce zmaguje, ne samo imena. Tako da mislim, da je danes naš dan. V Mariboru so nas premagali prav tako danes tukaj, znotraj skupine. Ko Kerovi, ko vedno, grizemo do konca, to je to kaj. Veliko mladih me sprašuje za določene vaje, kaj narediti, kako povečati odriv. Pomagam jim, kolikor jim lahko, usmeram jih komu drugmu, ker se na to bolj spozna. Sam pa se pravim, skačem, igram košarko, to je to. Fantje igrajo nekje med dvoransko košarko in ulično košarko, nekje treba najti eno mejo. Na njihovo igro se ne obremenjujem, sodim v skladu s košarkarskimi pravili, mejo med državnim prvenstvom in ulično košarko in temu se probamo tudi prilagajati. Mislim, prvo, kakva tekma, mislim, kako finale je res. Jaz bi rad najprej čestito Kerovim, res zelo trd nasprotni, kvalitetni, svakaj časni. Kaj ne rečem, mogoče sem res danes mogoče malo boljši odigral kot ponavadi, ne ve se, kdo je nas vlečni konj celo sezono, streetbola, ampak prvo je to ekipa, prva klapa, prijatelji, predvsem oni 4 že od malih nog, in če je taka kemija, če je taka klapa, ne popuščamo do konca in mislim, da je bilo to danes služ zmaga. Po redu smo igrali, mislim, da smo dvakrat dobili tudi turnir, tako da boljš kot lansko leto, ko se nekako nismo našli, tako da smo letos pa spet pokazali, da še zmeraj lahko. In smo presrečni. Še toliko bolj zato, ker smo igrali v finalu z ekipo, v kateri edine nismo premagali. Letos so nas dvakrat premagali, tako da je to še pika na i. Dobo sem žogo, ne razmišljaš v teh trenutkih, ko se tekma lomi, ko je še par sekund na uri. Ne razmišljaš, vržeš in moliš na najboljše. Da bo šla neter in meni je na srečo šla, da upam, da bo še kdaj. Treba se zmotivirati, vsak šut posebej vzeti bolj, da se prej nič ni zgodili in probati na najboljše. Rezultat je bil izenačen, tako da smo rekli, da gremo do zadnjega šuta, gremo kar bo. Probali smo, se pravi, še enkrat sreča, da je šel noter.